kompozitom oziroma funkcija funkcije, kot bi rekli tako po domače, gre se v bistvu za to. Imamo dve funkcije in en ubogi x. In zdaj, če hočemo pisati takole, najprej vzameš ta x, ga vstavi noter v funkcijo f od x, dobiš neko vrednost in to vrednost še vstavi noter v g od x. In zdaj, pač namesto, da bi za vsak vstavila najprej vse v f od x pa vse poračunali, pa potem v g od x pa vse poračunali, ne, lahko vrednost funkcije vstavimo tudi direktno v neko novo funkcijo, ki upošteva oba prijema, a ne. In kompozitum označujemo s takim krogcem med dvema funkcijama. Takole vam ga kar pokažem. Tule, a ne. Se pravi, f kompozitum g, g funkcija, v točki x bi to pomenilo. In namesto, da napišemo tako, pa lahko napišemo tudi takole, f od g od x. In kompozitom funkcij uporabljamo včasih, kjer moramo z večjimi funkcijami delovati na x, pa potem mogoče pride enostavneje z manj koraki, če se to zgodi. Mi ga bomo pa potrebovali, ko bomo odvajali malo bolj kompleksne funkcije. Tako da ne bomo se toliko ubadali s kompozitom, kot s tem, da boste znali znotraj ene funkcije prepoznati drugo funkcijo in potem tudi to odvajati. Kot primer imam jaz tule zdaj dve funkciji. F od x je x na kvadrat minus 2, g od x je pa 3x plus 1. Se pravi, vsaka od teh funkcij nekaj naredi z x-om, a ne, z neko realno številko. Zdaj bomo pa najprej izračunali f kompozitum g od x. Če bi si tule malo pomagali, najprej bomo delovali z g od x-om, potem pa nato še z f od x-om. Se pravi, f kompozitum g od x je f od g od x. To pomeni zdaj takole. Če imamo funkcijo f, v njo moramo zdaj nekako vstaviti g od x. Se pravi, tule vzamemo funkcijo f od x, ampak namesto tega bomo dali noter g od x. Se pravi, vse posod, kjer bomo videli, bomo dali g od x. To je zdaj takole. Imamo zdaj f od g od x je. Zdaj pa poglejmo pri f. Najprej moramo dati x na kvadrat. To pomeni, da bomo dali g od x in ga moramo dati na kvadrat, a ne. Ni se hotela pobrati, takole, na kvadrat. To damo v oklepaj mogoče. Potem pa, kaj naprej še naredi f, pa še minus 2 odšteje. No in naredimo zdaj to. Namesto g od x-a vstavimo zdaj v f od x vse tole. G od x je pa 3x plus 1. To pomeni, da bomo dali oklepaj, namesto g od x-a pa bomo dali res to funkcijo. 3x tako, zdaj pa mislim, da bo 3x plus 1 in to moramo dati na kvadrat pa odšteti 2. To je pa zaradi f od 3x, ne. In zdaj pa vse, kar moramo narediti, je še, da bi tole poračunali. To je zdaj prvi na kvadrat, to je 9x na kvadrat, minus 2 plus 2 krat prvi krat drugi je 6x, plus zadnji na kvadrat je plus 1, minus 2. Se pravi, to je zdaj 9x na kvadrat, plus 6x, minus 1, ne, če polepšamo. Naš kompozitum f od g od x je tole. Je pa treba vedeti, da je vrstni red pravzaprav pomemben. Če bi pa imeli recimo g kompozitum f od x, potem bi pa to zračunali kaj? Rekli bi takole, to je g od f od x
In zdaj bi namesto g-ja, tam, kjer ima g f od x, ne, bi ustavili tole. X na kvadrat minus 2. In kaj pa g pravi, da bo naredil s tem? G bo pa naredil, rekel bo 3-krat, zdaj pa f od x je x na kvadrat minus 2, potem še pa plus 1. In to bo pa pol 3x na kvadrat minus 6 plus 1, pravi to bo 3x na kvadrat minus 5. In sta različna, ne, nista enaka. No, za nas bo pa pomembno, da bomo znali nekako tole razbrati, kje je kaj notri, ne. Oziroma, kaj to pomeni f od nekaj. F, pa kar tule noter piše, pomeni, da se vse vedno vstavi v funkcijo. In zdaj, pri kompozitumu je to funkcija od funkcije, smo pa mi navajeni tudi, ne, da rečemo f od 3. Če je pa tu številka, potem pa vstavimo v funkcijo samo številko. Se pravi, mi moramo slediti temu zapisu, ne, f od nečesa. In potem, kar je tam noter, tja se vstavi. To je lepota funkcije. Okej, saj ker bomo še to večkrat delali, pa vam bo mogoče malo lažje, ne, bom mogoče kako vajico še naredila, pa kaj takega, ne. To je pa zaenkrat to, kar rabite vedeti o kompozitumu, da se nam bo potem vklopil v odvod. To je konc. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal, tule. In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.